Spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Robert Glavaš, spoštovani župan občine Pivka, gospod Robert Smrdelj, spoštovani soavtor razstave, profesor dr. Andrej Gaspari, spoštovani predstavnik britanskega veleposlaništva, gospod Ben Stride, spoštovani madžarski vojaški ataše, polkovnik Laszlo Kapota, spoštovani poslanec državnega zbora, dr. Martin Premk, spoštovani direktor uprave za vojaško dediščino, magistr Matjaž Raubar, spoštovani poveljnik 430. mornariškega diviziona, kapitan bojne ladje Bogomir Tomažič, cenjeni obiskovalci, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni na odprtju razstave Enigma, skrivnostno zakulisje vojne. Hvala kvartetu saksofonov Orkestra Slovenske vojske za tale glasbeni uvod v današnjo slovesnost. Dovolite mi, da se najprej upravičim v imenu ekipe Parka vojaške zgodovine kot organizatorja tega dogodka za nekoliko improvizacijo ob izvedbi. Ko smo pred kakšnimi 10 dnevi dokončno potrdili datum odprtja, je vremenska napoved nakazovala lep sončen dan. Sama slovesnost je bila zato načrtovana zunaj pred samo komando. A kaj, ko se aprilsko vreme ne da komandirati? Zdaj smo, kjer smo in naredili bomo vse, kar je v naših močeh, da boste pri nas preživeli lep popoldne. Verjetno nobena naprava, povezana z drugo svetovno vojno, skoraj 80 let po njenem koncu, ne vzbuja tolikšnega zanimanja in ne razburja domišljije v tolikšni meri kot nemški šifrirni stroj Enigma. O njej so napisane brezštevilne knjige, strokovni in poljudni članki, posnetih je kopica dokumentarnih ter igranih filmov. Nemška vojska je Enigmo čuvala v veliki tajnosti, saj je predstavljala pomembno orodje za izvajanje strategije bliskovite vojne. Nemški kriptologi so bili tako prepričani v Enigmo, da so verjeli, da ne obstaja niti teoretična možnost, da se razbije njena šifra in ogrozi tajnost nemških komunikacij. Z druge strani pa je bila ena od največjih skrivnosti na zavezniški strani dejstvo, da so razbili šifro Enigme in tako dekodirali večino nemških sporočil. Šlo je za enega največjih dosežkov v drugi svetovni vojni. Šlo je za tiho zmago, zavito v strogo tajnost, ki je bila šele v zadnjem času predstavljena širši javnosti. Kljub temu, da je v veliki meri vplivala na potek vojne in na nek način tudi botrovala njenemu izidu, imena zaslužnih niso bila na spisku odlikovanih, ter njihove fotografije kljub zaslugam ni bilo mogoče najti v posebnih izdajah vojnih časopisov.
Njihovo delo je bilo tako enigmatično, kot je ime naprave, katere moč so zlomili. Čeprav ob omembi enigme najprej pomislimo na bitko za Atlantik ali pa na bitko za Britanijo, kjer sta vloga tega nemškega šifrnega stroja in razkritje njegove šifre najbolj raziskana in najbolj publicirana, se je leta v drugi svetovni vojni pojavljala vse povsod, kamor so dospele nemške vojaške enote, ladje ali podmornice. Ker so nemški vojaki v skladu z ukazi storili vse, da enigma ne bi prišla v sovražnikove roke, je ohranjenih enigem relativno malo. Izredno redke pa so tiste modela M4, ki ga je uporabljala nemška vojna mornarica Kriegsmarine. A po spletu srečnih naključij se je leta 2021 ena znašla v zbirki Parka vojaške zgodovine. Gre za enigmo, ki izvira z nemškega minolovca R-15, ki je bil v noči z 16. na 17. april 1945 potopljen ob istrski obali. Enigma je bila potegnjena na suho v sredini 80. let prejšnjega stoletja, a ni bila deležna ustrezne konzervatorske obdelave in je v precejšnji meri propadla. V parku je bila enigma kot element vojaško-zgodovinske dediščine najvišjega ranga deležna obsežnega in zahtevnega konzervatorskega posega. Temu pa je sledilo raziskovanje njene zgodbe. Razstava predstavlja prvo muzejsko obdelavo te izjemno pomembne zgodovinske teme in dejansko obiskovalcem odpira vpogled v skrivnostno zakulisje vojne. V raziskovalnem smislu je naša enigma najprej pritegnila dr. Andreja Gasparija, profesorja na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je tudi soavtor nove razstave. Andrej, vljudno te vabim k govornici. Hvala lepa, bom poskušal biti kratek. Sem ponosni sodelavec nekdanjih muzeja, Vojaškega muzeja Slovenske vojske, tako da moja prisotnost tu ni povsem naključna. Sem pa eden od redkih arheologov, ki so od nekdaj vedeli, kaj je tisto, kar bojo našli. In jaz sem vedel, da bom našel Spitfireja, pa vedel sem, da bom našel enigmo. Tako da oboje se je nekako uresničilo. Kaj kot arheolog tukaj seveda lahko prispevam je, da od leta 2009 je seveda tudi vojna dediščina prve in druge svetovne vojne po našem zakonu, seveda arheološka ustalina, dokler se nahaja v arheološkem kontekstu. Kar pomeni, da je naše sodelovanje, bi rekel, z vojno sfero, zbiratelji in drugi doseglo nek povsem novo raven. Tako da se zdaj pripravlja, bom rekel, cel kup mehanizmov, po katerih bi to sodelovanje nadgradili, seveda z našim bolj podrobnim poznavanjem kontekstov, v katerih se te atraktivne najdbe, iz katerih prihajajo. Sama enigma seveda izvira, kot ste izvedeli od direktorja Boštjančiča, iz minolovca R-15 in njena prisotnost na krovu ladje, lahke ladje tega tipa je seveda zanimiva sama po sebi. Gre seveda za zadnje mesece druge svetovne vojne, povezane z umikom tudi nemške Kriegsmarine v sam severne predele, se pravi, veste, sama kapitulacija in tudi večina teh flotil je bila na ustju Tilmenta potem predana čez nekaj tednov, ampak dejstvo je, da ne vemo natančno, zakaj in v kakšnih okoliščinah se je ta M4, torej enigma z dodanim 4. rotorjem, sama M4 se seveda nanaša na postopek, ta M4 je bil 4. rotor, ki se ni sicer vrtel, ampak mu vse rečemo rotor, in ta je dal tisti dodaten algoritem, po katerem je ta seveda M4 ena od tistih, ki ima več kot 150 milijonov različnih kombinacij. Kot veste, uvedba enigme M4 je na Atlantiku takrat februarja 1942 povzročila, bi rekel, kar neke vrste preplah v Bletchley Parku, ki je do takrat bral vse, kar je bilo za M1 ali pa, bom rekel, z mornariškimi verzijami M1, M2 in M3 sproducirano. V resnici 9 mesecev je ta promet, ki se ga imenoval Shark, torej promet, ki se je odvijal za M4, ostal neberljiv. Tako da ta naprava je bila potem po letu 1942 edina, ki je bila še izdelovana, ampak število ohranjenih primerkov je izjemno nizko. Tako da samo to odkritje M4 v samem minolovcu in to, da se je tu znašla na pravem mestu, tudi z konzervatorskim posegom kolege Jelinčiča iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije in pa seveda s pomočjo
strokovnjakov iz Zavoda za gradbeništvo, ki so prispevali mikrotomografsko rentgensko raziskavo, ki je razkrila vse, bi rekel, zadnje nastavitve samega stroja kažejo, da je bila dejansko v uporabi, da ni bila naključno na krovu najdena, tako da najdba nas je vse navdušila. Razstava je izvrstna, tudi po zaslugi izvrstnega oblikovanja, tako da upam, da vas bo naprava navdušila in tudi sama razstava, tako kot je mene. Hvala lepa. Posebno čast si štejemo, da je z nami tudi načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Robert Glavaš. Poznavanje zgodovine nekega prostora je nujno za razumevanje zgodovinskih procesov in tudi dogajanja v sedanjosti. Vaš obisk, general, si štejemo kot priznanje, da kot največji vojaški muzej pri nas pomembno prispevamo k raziskovanju in predstavljanju vojaške zgodovine, tako nacionalnega kot širšega evropskega prostora. Gospod načelnik, vljudno vas vabim k slavnostnemu nagovoru. Lepo vas je videti in seveda lep pozdrav tudi z moje strani. Najprej spoštovani župan občine Pivka, predsednik odbora za obrambo, midva se kar redno srečujeva zadnje čase, tako da dobrodošel tudi na našem primorskem delu. Seveda spoštovana avtorja razstave, spoštovani gosti in vsi ostali, ki ste se danes zbrali, da si ogledamo to, kar je pripravljeno za pogledati. Vsak vojaški spopad in vsaka vojna ima svojo zakulisno plat. Priprave na vojno želi nam reči vsaka stran v spopadu obdržati v popolni tajnosti. Naj si gre za logistiko, oboroževanje, popolnjevanje z moštvem, taktičnimi načrti ali strateškimi cilji. Veliko je načinov, da se prikrije lastno dejavnost, vendar je najbolj učinkovit in zanesljiv način, da se zavaruje lastne komunikacije, varovane komunikacije, katere omogočajo nemotene priprave in izvajanje vojaških načrtov. In nasprotno, če komunikacije niso zaščitene,
je vsak vojaški načrt vnaprej obsojen na propast in na neuspeh, saj nasprotnik vnaprej ve, kaj bomo počeli. V vsej zgodovini vojaških spopadov je bila vedno težnja po iznajdbi posebnih postopkov, šifer, tajnih sporočil, signalov, kod, gesel in seveda podobno, ki bi zagotovile varno in tajno komunikacijo v lastnih vrstah. V novejši zgodovini pa je največjo slavo in odmevnost doživela ravno enigma, katere zgodbo in zakulisje nam razkriva ta avtorja te razstave. V prvi vrsti zato, ker je bil ta razvoj enigme plod nemških inženirjev, ki so se imeli za superiorne. Posebej pa zato, ker je dešifriranje tako sofisticiranega aparata, kot je bila enigma, v marsičem pomenil preobrat v zgodovini vojskovanja. Nobenega dvoma pa ni, da je bila enigma res dober in sofisticiran kodirni aparat. Predstavljala je eno največjih skrivnosti druge svetovne vojne in še vsa desetletja po vojni se drži pridih skrivnosti. Tako da ostanki enigme, ki so jedro razstave, predstavljajo pomemben element vojaško-zgodovinske dediščine, ki se je ohranil po spletu srečnih naključij in je zdaj ustrezno konzerviran in bo danes prvič predstavljen javnosti. Med drugim ta razstava predstavlja prvo muzejsko obdelavo te teme pri nas in nam tako prek te enigme odpira širši pogled v zakulisje druge svetovne vojne. Kot vojak seveda ne morem čez vojaško zgodovinsko razstavo brez iskanja povezav do dogajanja v današnjem času. Saj rečenica, da je zgodovina učiteljica življenja, ni prazna floskula. Tako takrat, kot danes, je bilo dogajanje v slovenskem prostoru del širšega evropskega in svetovnega dogajanja. Temu se ne bomo mogli izogniti tudi v prihodnje. Danes živimo v svetu, ki je močno digitaliziran. To prinaša lažji dostop do informacij, tako institucijam, medijem, kot velikemu številu ljudi. Naši mobilni telefoni so danes bolj zmogljivi, kot so bili pred 10-15 leti računalniki. Samo za ponazoritev, leta 1995 je imela Slovenija 5000 naročnikov na mobilnih telefoniji. Danes na leto Slovenci preko mobilnih telefonov opravimo preko 2 milijardi klicev. Enak digitalni razvoj komunikacij so doživele tudi vse vojaške organizacije. In tako kot pred 70-80 leti, se ravno danes spopadamo z varnostjo svojih lastnih vojaških komunikacij. Ukrajina je tipičen primer, kjer poteka odkrita konvencionalna vojna, v zakulisju pa poteka tudi tako imenovana kibernetska obramba oziroma kibernetska vojna med obema sprtima stranima. Vsaka stran želi lastne komunikacije zaščititi in istočasno dekriptirati komunikacijo nasprotne strani. Tudi s tem v mislih si je potrebno gledati razstavo o enigmi, največji kriptografski zgodbi 20. stoletja. O projektu Ultra je bilo veliko napisanega in povedanega, kot je že omenil gospod Janko, deležna pa je bila tudi celo filmske upodobitve. Spoštovani, naj se zahvalim avtorjema za razstavo, ki se bomo tudi pri nas ogledali in podživeli to zgodbo. Kaj točno bo ta razstava nam dala, kaj bomo videli na njej, naj ostane ta trenutek še enigma. Hvala lepa.
Hvala, gospod načelnik. Pred samim odprtjem razstave bi se rad zahvalil vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi tega projekta. Naj začnem na samem začetku. Enigmo je iz morskih globin potegnil legendarni potapljač Zvone Kralj, ki jo je leta 2020 predal svojemu mlajšemu potapljaškemu kolegu Danielu Geremeku. Ta je v njej prepoznal pomembno vojaško-zgodovinsko dediščino in se je odločil podariti našemu muzeju. Hvala lepa Danielu, ki ga menda danes ni z nami. Hvala in čestitke konzervatorju Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije Alešu Jelinčiču za izjemen konzervatorski podvig. Hvala soavtorju, dr. Andreju Gaspariju, ki se je lotil enigme z obilo raziskovalne strasti in razkril cel kup zanimivih podrobnosti. Hvala avtorju poglavja Druga svetovna vojna na Jadranu, gospodu Danielu Frki iz Kraljevice, ki je velikodušno pomagal tudi kot strokovni sodelavec in se nenazadnje potopil k razbitini minolovca R-15 ter za potrebe razstave posnel serijo odličnih podvodnih fotografij. Z njim se je potopil tudi Grega Verč in posnel video, ki je tudi vključen v razstavo. Hvala, Grega. Zahvala gre tudi Bojanu Kopaču in dr. Pavlu Carju za pomoč pri reševanju nekaterih strokovnih vprašanj, ki so nam povzročala težave. Pomemben prispevek raziskavi predstavlja rentgenski računalniški mikrotomografski 3D posnetek enigme, ki sta ga pripravila doktorica Lidija Korat in dr. Miha Hren z Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Lepa hvala. Predmete za razstavo so posodili Željko Skomršič, Mirko Pelcelj, Tomaž Bolčič in Daniel Geremek. Hvala vam za zaupanje in pripravljenost na sodelovanje. Lepa hvala Danielu Vitezu za odlično maketo R-15 in Gregi Žoržu za izdelavo geografskih kart. Hvala posameznikom in institucijam iz Slovenije in tujine, ki so za potrebe razstave odstopili fotografije. Prevod je delo Tineta Verbiča in Aleksandre Gačič-Belej. Hvala obema. Težo jezikovnega pregleda je nosila naša Lorena Jaksetič, ki je bila tudi neformalna sekretarka projekta in skupaj s Petrom Požarjem in Rokom Pirjevcem nosila znaten del teže projekta. Iskrena hvala vsem trem. Prav posebno zahvalo sem dolžan Barbari Sirk in Žihju Okornu iz podjetja Uvid.si, ki sta pripravila zasnovo in oblikovala razstavo. Prvič smo delali skupaj in večkrat sem izrazil svojo skepso, češ upam, da veste, kaj delata. V tem trenutku lahko povem, da sta vedela, kaj delata in izrazim svojo pohvalo in zahvalo. Načrt je odlično materializiral Žiga Rebek z ekipo iz podjetja Okvir. Hvala tudi Aljažu Jugu in Petru Vekarju za pomoč pri postavitvi razstave, ter Andreji Požar, Boštjanu Kurentu in sploh celi ekipi parka za organizacijo odprtja ter vso pomoč. Hvala Ministrstvu za kulturo, ki je projekt podprlo v okviru sofinanciranja programa Parka vojaške zgodovine in pa sponzorjem podjetjima M-Tronic in Comark, ter še posebej generalnemu sponzorju projekta in sploh pomembnemu partnerju našega muzeja, podjetju Guardiaris. Velika razstava, velik projekt, veliko zahvale. Hvala glasbenikom Orkestra Slovenske vojske za odličen nastop in vsem vam, dragi obiskovalci, ki ste kljub slabemu vremenu prišli na tole odkritje enigme. Z načelnikovim prerezom traku se bo le to čez nekaj trenutkov res zgodilo. Prosil bi vas le za nekoliko potrpežljivosti, saj nas je precej in ne bomo mogli vsi naenkrat v razstavni prostor. Nas bo pa vse, ko se vrnemo, v tem prostoru čakala manjša pogostitev, ki jo je pripravila Nataša Lenasi. Še enkrat lepa hvala vsem in še naprej lep dan. Vzamem moj košček, bi tako. In ga še zvonarju. Evo, vsak svojega. Ja, vsak svojega. Tako, kar je naprej. Evo. Čakaj, Evo. Tako da to je narejeno.